Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Nadaljujemo naše nogometno popoldne v prvi ligi Telekom Slovenije. Na mestnem stadionu ob jezeru v Velenju pa danes spopad ekip velenjskega Rudarja in sežanskega Tabora. Dolga podaja v konico napada, ali je to priložnost za gol in Velenjčani vodijo ali pač ne, tako je. Pogledali so seveda nogometaši Velenja, ali je morda bil Filipović v propovedanem položaju, to da temu le ni bilo tako. Ko se je lani recimo Celjanom izmaknila po tistih enormnih remijih in zdaj izenačenje na 1-1. Predrag Sikimić, 5. prvenstveni gol Srba. In Tabor je izenačil na 1-1. In imamo znova tekmo. 5 minut je do konca prvega polčasa. Sikimić pa znova trese mrežo. Tudi tokrat na gostovanju Predrag Sikimić. Zabeleženih pri naših južnih sosedih, pri Hrvatih, 9 Hrvatov igra v ruski ligi in 6 Slovencev, torej kar lepa zasedba, glede na to, da igrajo v ligi, katerih igralci so vredni okroglo milijardo evrov. No, tukaj pa dobro zbrani znova Arjan Rener. Zdaj nekaj težav za Renerja, napaka zdaj, Kobiljar, Trifković, Črnčić, blok Kazinovića, ali to igranje z roko, Vinčić kaže, da ne in ostaja pri akciji brez gola pred vrati. So se morali preseliti nivo niže, torej v drugo ligo, akcija Kobiljarja, Kobiljar, še vedno je nevarno pred vrati, Kobiljar in 2-1 za Velenjčane. Lepa akcija Rijada Kobiljarja. Zatresel je mrežo na gostovanju proti Aluminiju, tokrat pa trese mrežo sezanskega Tabora in Rudar vodi z 2-1 v 57. minuti. Rijad Kobiljar. Sikimić in 2-2. 6. gol v prvenstvu za Predraga Sikimića in kot kaže imamo novega serijskega golgeterja v tem prvenstvu. Zdaj pa je na vrhu lestvice strelcev še bolj nekako osamljen Predrag Sikimić. Hvala lepa, da ste bili z nami, že prej smo dejali, sledi gostovanje v Celju. Ja, dvakrat smo danes vorili in dvakrat je nasprotnik izenačil. Ne morem učitati igralcem, da niso želeli, da niso hoteli v danem momentu. Seveda krpamo zadnjo linijo v obrambi in to se nam je danes dvakrat, trikrat poznalo. Sicer v fazi napada že bistveno boljše neke zadeve. Dali smo konec koncev tudi 2 zadetka, imeli smo še neke situacije. Še enkrat, fantje so lahko vseeno ponosni trenutno, kar so dali v danem momentu in upam, da se zavedajo, da smo konkurenčni v tej ligi in to je najvažnejše in gremo v naslednjo tekmo po nove točke. Ja, na koncu točka, več kot zasluženo. Mislim, da smo po priložnostih celo mi, predvsem v koncu prvega polčasa, pa tudi zdaj na koncu srečanja imeli mogoče tekmo dobljeno, po drugi strani dvakrat smo zaostajali. Začetek drugega polčasa nekako spet pripeljali ekipo Rudarja v igro, v prednost in spet lovili, porabili veliko moči, ampak škoda, mislim, da že v prvem polčasu smo mi imeli veliko priložnosti, v katerih, če bi bili malo bolj mirni, bi to mogli rešiti tudi, kot sem že rekel, na koncu srečanja, ko smo že ulovili 2-2. Imeli neke situacije z malo bolj mirno glavo, pa z malo bolj nekako mirnostjo,
bi lahko rešili tudi to tekmo. Tako da na koncu točka zadovoljni, ampak nek občutek je, da bi se dalo več.